Kmalu po razglasitvi volilnih izidov se začne sestavljati vlada. Predsednik države predlaga, kdo naj bo glavni, torej predsednik vlade. Navadno je to predsednik stranke, ki na volitvah dobi največ glasov. A če stranka na volitvah ne dobi več kot polovico vseh glasov, to pomeni, da ne more vladati sama. Z drugimi strankami, ki so na volitvah prav tako prišle v državni zbor, mora skleniti zavezništvo. Temu rečemo, da sestavijo koalicijo, kar pomeni, da lahko pričakujejo medsebojno podporo. Stranke, ki sklenejo zavezništvo, tudi podpišejo pogodbo o tem, kaj bodo njihovi cilji in zakaj si bodo prizadevale. Izbrani premier oziroma predsednik vlade predlaga še ministre, ki skupaj z njim sestavljajo vlado. Ta vodi, usmerja in usklajuje izvajanje politike države, predlaga zakone in druge predpise. V parlamentu koalicija z vsemi svojimi poslanci tako sestavlja večino, saj imajo ob glasovanju vedno več glasov kot stranke, ki niso v tem zavezništvu. Strankam in poslancem zunaj takšnega zavezništva pa rečemo opozicija. Torej, stranka, ki je zmagala na Hrvaškem, ni dobila večine sedežev v saboru, zato se bo morala za zavezništvo dogovoriti z drugimi, manjšimi strankami. Če si jo o zavezništvu ne bo uspelo dogovoriti, pa se lahko zgodi, da bo vlado na Hrvaškem sestavila stranka, ki je po rezultatu drugouvrščena.